Blažen, 8 Vučanec Nikola. Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Pred nami je tekma petega kroga med Zavrčem ter Zase Videm. Preden pa se vse skupaj prične, pa še na hitro k našim oglaševalcem. Sliko smo znova v Zavrču, ker, kot že rečeno, je pred nami tekma petega kroga tretje slovenske nogometne lige Vzhod med Zavrčem in Vidmom. Pred začetkom še preletimo obe začetni postavi. Pri domačih v vratih Maroh, v obrambi z leve proti desni Koren, Kajzer, Draškovič ter Hren. Na položaju zadnjih zvezdnih nogometašev Zorec ter Mihalič, pred njima dvema seveda Predikaka, Cimerman ter Potočnik. V napadu pa tekmo pričenja Zorko, trener zasedbe Zavrče Damjan Vogrinec. Pri Vidmu pa v vratih Zajc, v obrambi s tremi nogometaši, to so Zdovc, Mesarič ter Petek. Na položaju zadnjega zvezdnega nogometaša Cesar, pred njim dvojec Krajnc ter Rogina. Na bočnih položajih sta Ferčec ter Kelc. Najbližje nasprotnikovim vratom pa tekmo začenjata Kureš ter Elvino Podbrežnik. Trener gostujoče zasedbe Gorazd Černila. Glavni sodnik tega obračuna je Matic Kordeš, njegova pomočnika Kevin Majcen ter Aljaž Holcman. Delegat tekme pa je Emir Huselja. Domači medtem poizkušajo s prvim napadom. Zavrč bo ta dvoboj odigral v svojih tradicionalnih belih dresih, na drugi strani Videmčani v rumeno-zeleni kombinaciji. Takoj podajo prostor na mestu Kajzer. Po levi strani so poizkušali nogometaši Vidma, pri žogi je bil Zdovc, izbili so domači nogometaši. Zorko lepo takoj v prostor proti Predikaki, še vedno Predikaka, nanj pazi Kelc. Predikaka v preigravanju, uspešnejši je bil Kelc s pomočjo Petka. Težave za Cesarja. Takoj podajo prostor na levo stran, kjer se v napad vključuje Koren. Koren s predložkom proti oddaljenejši vratnici, kjer je Potočnik pritiskal na Ferčeca, oziroma Zdovca, se opravičujem. Poizkus hitrega protinapada strani gostov. V kazenskem prostoru se je že odkrival Rogina. Izbili so domači nogometaši, natančneje Draškovič, in to bo prvi udarec iz kota na tej tekmi, pripadal bo Videmčanom. Izvajalec kota bo Kureš. Kureš proti bližnji vratnici. Ferčec znova proti Kurežu. Kureš najvišji v skoku Rogina, kot vse kaže, je bil že predtem Kureš v prepovedanem položaju.
Zorko najvišji v skoku, izbil je Petek, oster prekršek Predikake. Prekršek je storil Predikaka. Opozorilo strani glavnega sodnika za Predikakov, vsak naslednji prekršek takšne narave bo kaznovan z rumenim kartonom. Mesarič na kratko proti Krajncu. Ta znova do Petka. Petek Mesariču, Zdovc. Zdovc je lepo v zvezni vrsti našel sijajna podaja proti Kurežu. Kurež sam pred vrati, Kurež strelja 0:1, vodi Videm v 5. minuti. Zadetek Kureža, ki je Videmčane pospremil prednost. Sijajna akcija strani gostov po sredini igrišča, podajo prostor za Kureža, ki takšne priložnosti enostavno ne zapravlja, zelo hladnokrvno, mirno je odreagiral, brez težav premagal domačega vratarja Maroha in od 5. minute naprej Videmčani vodijo z 0:1. Prva prava priložnost na tej tekmi, gostje so jo izkoristili. Bomo videli, kako bodo na vse skupaj odreagirali domači nogometaši, ki si takšnega zadetka prav gotovo niso želeli. 1:0 za gostujočo ekipo, zadetek pa je dosegel igralec številko 7, Kurež Robert. Mihalič Zorec, Zorec proti Korenu. Koren s podajo nazaj do Kajzerja. Draškovič. Potočnik, mirno Krajnc. Do žoge je prišel Ferčec, ta znova Krajncu, še vedno Krajnc. Vendarle do žoge domači nogometaši, Cimerman na koncu out za Videm. Cesar takoj s podajo prostor proti Podbrežniku, Podbrežnik sijajno je stekel prostor, Podbrežnik, lepo ga je videl Cesar. To bo še drugi udarec iz kota za nogometaše Vidma. Še enkrat več pa izvajalec Kurež. Kurež v priložnosti, gostje 0:2, vendarle v prepovedanem položaju nogometaš številko 18 Rogina. Veliko sreče tokrat za domače nogometaše, še eno opozorilo več, da bodo morali strniti svoje vrste, kajti v teh uvodnih 7 minutah v fazi branjenja izgledajo slabo. Domači nogometaši puščajo veliko prostora Videmčanom, ki to vse skupaj spretno izkoriščajo. Tako tudi od 5. minute že vodijo z 1:0 zadetkom Kureža. Zorec s podajo proti Mihaliču. Atraktivno Koren, Predikaka, še vedno Predikaka v preigravanju, uspešnejši od Kelca. Predikaka Cimermanu, Cimerman strelja, obramba Zajca, prva priložnost tudi za domače. Potočnik, izbijajo gostje, v taboru Zavrča zahtevajo 11 metrovko, naj bi šlo za igro z roko enega izmed gostujočih branilcev. Potočnik se je pravočasno vrnil v obrambo. Iz avta bo žogo v igro poslal Zdovc. Tudi gostje so prejeli prvo opozorilo, bi lahko rekli, s to priložnostjo Cimermana, ki ni najbolje zaključeval, tudi Zajec je bil dobro postavljen. Podaja proti oddaljenejši vratnici, kjer je Kurež storil prekršek nad domačim nogometašem. Nanje pazil Koren.
Draškovič, Zorec v težavah, nam pritiska Cesar. Dobro se na koncu vendarle znašel Zorec, podaja na desno stran, kjer je Potočnik. Nanj pazi Zdovc, še vedno Potočnik v preigravanju, Potočnik, Zdovcu v pomoči prišel Ferčec. Še vedno Potočnik, je v kazenskem prostoru našel Cimermana. Brez nevarnosti, brez težav za zadnjo vrsto Vidma. Krajnc nazaj proti Zdovcu, ta znova Mesariču, Mesarič mirno do petka. Kar razgiban, dober tempo spremljamo zaenkrat na tej tekmi. Nogometaši Vidma ter Zavrča sta se do tega trenutka v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod pomerili 4-krat, medtem je Kureš storil prekršek nad Korenom. Domači levi bočni nogometaš bo brez težav lahko nadaljeval s tem dvobojem. Kot že rečeno, gre za 5. medsebojni obračun, predtem 4 tekme med tema dvema tekmecema v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Videli smo 2 zmagi Zavrča, 1 Vidma ter 1 neodločen rezultat. V gol razliki pa je 9-6 za Zavrč. Zadnja medsebojna tekma pa se je končala brez zadetkov, 0-0. To je bilo v 16. krogu lanske sezone. V športnem parku Videm, lepo je krenil Rogina, še vedno Rogina. Na koncu do žoge domači nogometaši, takoj poizkus hitrega protinapada. Kelc najvišji v skoku. Koren pravočasno iskal je Predikako, prekršek je storil Predikaka nad Cesarjem. Krajnc Mesarič, ta Zdovcu. Zdovc v prostor do Podbrežnika, še vedno Podbrežnik. Nam pazi Kajzer, Podbrežnik se je lepo znašel, žogo nastreljal v Kajzerja, priborjeval svoji ekipi. Iz avta Zdovc proti Ferčecu, ta znova spušča Zdovcu, Zdovc s predložkom, najvišji v skoku Kureš, tokrat preko gola. Maroh na kratko Draškoviču. Takoj so višje stopili nogometaši Vidma. Veliko prostora pa so pustili v tem medprostoru. Zorko s prenosom na levo stran proti Predikaki, nekoliko preveč za hrbet, vendar je dovolj hiter Predikaka. Izbil je petek. Tokrat Krajnc na mestu. Prekršek Kajzerja nad Kurežom. Cesar na kratko proti Rogini, Cesar vrača do petka. Ta znova Cesarju. Cesar še pravočasno do Kureža. Prekršek Kajzerja nad Kurežom. Tokrat Kureš ne želi rokovanja s Kajzerjem.
Rumeni karton je za ta prekršek in še seveda tudi za prejšnjega, ki ga je storil prav tako nad Kurežom. Prva rumena kazen na tej tekmi. Rumeni karton je pri domači ekipi prejel igralec številko 20, Kajzer Rok. Prenos na levo stran proti Ferčecu, ta vrača do Zdovca. Krajnc, nanj je pritisnil Zorko, še vedno pri žogi Krajnc. Krajnc po levi strani, tokrat je zapravil žogo kapetan Vidma. Potočnik. Petek in Cimerman v dvoboju, prekršek Cimermana. Na hitro je prosti strel izvedel Mesarič, Cesar takoj je iskal s podajo na levi strani Ferčeca. Dobro so bili postavljeni domači nogometaši v tem primeru. Mihalič lepo na levo stran do Korena, ta je na nek način iznajdljivo uspel zadržati žogo v posesti domačih. Draškovič proti Zorku. Zorko znova na levo stran Korenu. Cimerman. Na zadnjih 4 preizkušnjah oziroma na prvih 4 preizkušnjah v letošnji sezoni so nogometaši Zavrča zbrali 1 zmago, 2 remija ter 1 poraz. Se pravi 5 točk imajo nogometaši Zavrča, kar jih trenutno uvršča na 9. mesto prvenstvene lestvice. V prvem krogu so premagali Dobrovce s 3-0, nato pa 2 zaporedna remija proti Šampionu ter Korotanu z 1-1. V prejšnjem krogu pa poraz na gostovanju v Račah z 1-0. Na drugi strani pa so nogometaši Vidma na 4 tekmah zabeležili 3 zmage, 1 remi. Remizirali v prejšnjem 4. krogu Zdravo z 2-2. Ta točkovni izkupiček jih uvršča na 3. mesto prvenstvene lestvice, imajo enako število točk kot Podvinci na 2. in Drava na 1. Premagali pa so Korotan 2-0, Rače 0-2 ter Ljutomer z 2-1. Dober štart v sezono za Videmčane. Kajzer, Koren, Mihalič, še vedno Mihalič s prenosom na levo stran do Korena, še vedno Koren pri žogi, nanj pazi Kelc, Koren in Kelc v dvoboju, Koren je iskal Zorka, izbil je Mesarič, prekršek Zorka na koncu. Dovolj hiter na koncu Kajzer, podaja do Maroha. Maroh znova Draškoviču. Domači so na nek način v teh trenutkih podjetnejši oziroma imajo žogo več v svoji posesti, a razen tiste priložnosti v 7. ali 8. minuti Cimermana niso bili nevarni. Nogometaši Vidma pa od 5. minute vodijo z 0-1. Zelo nevarni so pri teh hitrih prehodih Videmčani. Zdovc podaja proti Cesarju, ta do Rogine. Zdovc najvišji v skoku, mirno Krajnc, na koncu napaka pri oddaji žoge, Cimerman. Uspešnejši je bil Krajnc, Rogina takoj na desni strani v prostor za Podbrežnika, kateri se je znašel
že drugič ali tretjič danes v prepovedanem položaju. Krajnc, Podbrežnik, ta znova Krajncu. Mesarič po tistem uvodnem naletu, bi lahko rekli enih in drugih, pa smo videli tudi zadetek in priložnost Zavrča in še en zadetek Vidma, kateri je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Rugine. Se je vse skupaj nekoliko umirilo na igrišču. Kajzer na kratko do Zorka. Koren znova Kajzerju, ta do Draškoviča. Draškovič je povlekel. A nobenega izmed svojih soigralcev nima dobro postavljenega za podajo. V tem bloku so zelo uspešni nogometaši Vidma, lepo Rugina proti Cesarju. Cesar, težave za Cesarja. Mihalič, nanj pazi Rugina. Koren znova Kajzerju. Rugina, nanj pazi Mihalič, še vedno Rugina pri žogi, Rugina na koncu, ne Cesar, ne Podbrežnik, noben ni bil pripravljen na to podajo strani Rugine. Podaja na desno stran proti Potočniku, Potočnik pred Zdolca. Kot za nogometaše Zavrča, prvi na tej tekmi, jasno zahtevali so prekršek domači nogometaši, a po mnenju sodnikov je Zdolc izbil žogo, tako da bo tole kot za domačine. Podaja proti bližnji vratnici, kjer je izbil Ferčec. Mirno Podbrežnik do Kelca, Kelc takoj z dolgo podajo proti Kurežu. Kurež lepo v prostor za Podbrežnika, še vedno Podbrežnik, Podbrežnik se je zakompliciral. Rugina, kakšna priložnost se je ponudila gostom. Podbrežnik na koncu sploh ni streljal z tega položaja, res slabo izvedeno vse skupaj. Sreča tudi za domače nogometaše, morda je Maroh s tem, ko je stal tako visoko izven svojih vrat, presenetil Podbrežnika, kateri z levico ni želel zaključiti. Na levi strani ima nekaj prostora Koren, hitro je nam pritisnil Rugina, kot vse kaže bo avto za domače, čeprav v taboru Vidma zahtevajo nasprotno. Koren hitro iz avta do Zorka. Predi Kaka, Mesarič uspešnejši. Še vedno je na tleh Rok Zorko. Medtem je napadalec Zavrča že ostal, zahteval je prekršek Mesariča. Petek, tekma se medtem že nadaljuje, Petek takoj s podajo do Krajnca. Zdolc, Cesar
Cesar mirno do petka. Krajnc pravočasno nazaj s podajo Mesariču, ta do petka. Više so stopili domačini. Petek takoj z visoko podajo iskal je Kureža, najvišji v skoku je bil Kajzer. Lepo dobro se je postavil Koren. Na koncu out za domačine. Koren na hitro do Mihaliča, kateri je imel manjše težave pri sprejemu oziroma spodrsnilo mu je, vendarle se je dobro znašel. V zadnjem trenutku izsilil prekršek, napaka Zoreca. Ferčec tokrat nesporazum s Podbrežnikom, kateri je iskal žogo v noge. Ferčec pa je mislil, da bo napadalec Vidma stekel v prostor. Predikaka, še vedno Predikaka. Lepo po levi strani Predikaka, osvojil kar nekaj prostora. Predikaka je videl tekajočega Cimermana, dovolj pozoren je bil Kelc. V prepovedanem položaju pa nogometaš številko 7 Predikaka. Še vedno Petek, Petek je iskal Kureža. Na koncu out za domače nogometaše. Cimerman izbil je Mesarič, Mihalič je iskal Zoreca, izbija Cesar. Draškovič je iskal Potočnika, mirno Zdovc do Cesarja, Cesar Podbrežniku. Hitrejši je bil v tem trenutku Koren. Kajzer je osvojil veliko prostora za domače, podaja proti Predikaki, tam mimo Kelca, kateri bo za to vlečenje prejel rumen karton. Rumeni karton je pri gostujoči ekipi prejel igralec številko 25 Kelc Klemen. Prosti strel bo izvedel Mihalič. Kar ugoden položaj, morda celo tudi za direkten strel na gol Zajca. Mihalič slabo, zelo slabo Mihalič, brez kakršnekoli nevarnosti za gostujočega vratarja. To so situacije, s katerih bi pri Zavrču morali iskati kaj več. Najvišji v skoku Rogina, znova Kureš pritiska na zadnjo vrsto.
Kelc v bloku je bil Koren. Ferčec in Rogina si nista bila, oziroma sta si bila v napoto. Kelc, slaba podaja strani Kelca. Najvišji skok Ferčec. Draškovič, napaka Draškoviča, ki je na koncu povlekel Rogino. Draškovič je prejel rdeč karton za ta prekršek kot zadnji nogometaš. Rogina bi krenil sam proti vratom. Kajzer se je že vračal, kot vse kaže je glavni sodnik ocenil, da je to rdeč karton za Draškoviča. Odšel je še na zadnji posvet s stranskim sodnikom. Bomo videli, kakšna bo končna ocena Matica Kordeža. Ali bo ta rdeč karton obstal ali pa ga bo spremenil v rumeno kazen. Vendarle ostaja prvotna odločitev oziroma ne, razveljavljena prvotna odločitev, da gre za rdeč karton. Prejel je rumenega Draškovič. Kot vse kaže, je Kajzer še pravočasno prišel v to linijo, če lahko tako rečem, da ni bil Draškovič zadnji nogometaš Zavrča, da je bil v mogočnosti, da še posreduje pred Rogino, preden bi ta stekel sam pred vrata. Tako da ostaja Draškovič v igri. Zdovc z dolgo podajo iskal je Rogino, ki se je smukal v kazenskem prostoru. Še vedno Mihalič. Imata pa zdaj tako Kajzer kot Draškovič, oba centralna branilca Zavrča, rumen karton. Bomo videli, ali je lahko to v nadaljevanju težava. Podbrežnik in Cimerman sta se izskočila v lase medtem. Burna reakcija Podbrežnika po tem prekršku Cimermana. Ferčec. Še vedno Ferčec. Ferčec s podajo prostor proti Kurežu. Kurež je bil na koncu hitrejši, iznajdljivejši od vratarja domačih Maroha, ki je nekoliko slabše ocenil to podajo strani Ferčeca za Kureža. Srečno se je vse skupaj razpletlo za domačine. Po desni strani je krenil Podbrežnik. Podbrežnik s podajo proti oddaljenejši vratnici, nekoliko predolga za Kureža. Dober poizkus Podbrežnika.
Točnik do Zorka. Prekršek Krajnca. Podaja na levo stran, kjer je Koren. Še vedno Koren, oster predložek Korena. Izbil je Mesarič, to bo še drugi udarec iz kota za Zavrčane. Predikaka najvišji. Žoga je prišla do Ferčeca, ta do Cesarja. Še vedno Cesar na levo stran do Kureža. Kurež s prenosom na desno stran, kjer je Podbrežnik. Rogina. Rogina je videl tekajočega Kureža. Hitro so žogo zapravili domači nogometaši. Rogina na levo stran Ferčecu. Ferčec brez nevarnosti za Maroha. Najvišji Kelc. Kot vse kaže, je prav Kelc tudi storil prekršek nad Predikako. Mesarič višji od Cimermana. Ferčec lepo mirno zazdovca, ta še enkrat Ferčecu. Ferčec je krenil po levi strani. Se kaže, bo to out za nogometaše Zavrča. Rogina, še vedno Rogina v samostojni akciji. Ferčec takoj s podajo proti Podbrežniku. Najvišji v skoku Kelc. Prekršek Cimermana, ki že ima rumen karton. Mihalič je prejel rumen karton za prejšnjo situacijo, ko je s prekrškom ustavljal Rogino. Prosti strel za Videmčane pa bo izvedel Blaž Cesar. Ta na desno stran do Petka, še vedno Petek. Petek s podajo na rob kazenskega prostora, kjer je bil na mestu Kajzer. Žoga je prišla do Ferčeca. Krajnc znova Ferčecu. Ferčec je lepo našel Kureža. Kurež prečka. Sijajna priložnost za Videmčane. Prečko je stresel Kurež. Ostaja 0:1 od 5. minute, ko je ta isti nogometaš premagal Maroha. Še enkrat več pa je bil uspešnejši domačega vratarja. Tokrat mu je veselje preprečila prečka. Še enkrat več so vse skupaj zelo, zelo lepo odigrali nogometaši Vidma, ki so s temi ostrimi podajami
v prostor oziroma v ta medprostor zelo, zelo nevarni. Nogometaši Zavrča imajo kar nekaj težav za branjenje leteh žog. Mirno Petek na kratko do Cesarja. Kelc na hitro s prenosom na levo stran, kjer je Ferčec. Lepo Ferčec. Uspešnejši domači nogometaši tokrat. Cesar, še vedno Cesar pri žogi. Podbrežnik proti Kelcu. Brez prekrška, tako na eni ali drugi strani. Kajzer. Petek uspešnejši od Cimermana. Na koncu pa preoster po mnenju glavnega sodnika, ne vem ali Rugina ali Cesar. Petek je dobro spremljal vse skupaj, Zorko je bil najvišji v skoku, podaljšal proti Cimermanu. Petek na koncu uspešnejši oziroma hitrejši od Cimermana. Zorko, tokrat uspešnejši Krajnc. Krajnc s podajo na desno stran do Podbrežnika. Podbrežnik v prostor proti Kelcu, preslaba podaja tokrat za Kelca. Predikaka, še enkrat več na mestu. Petek, to bo tretji udarec iz kota za domačine. Teče pa že 43. minuta v prvem polčasu, rezultat pa še vedno 0:1 za Videm z 5. minute, ko je zadetek dosegel Kureš. Izvajalec kota za domače nogometaše bo v tem primeru Koren. Izbil je Krajnc. Še vedno Koren pri žogi, Koren do Potočnika. Znova je izbil Petek. Kajzer, še enkrat več Petek. Težave ima Ferčec, kot vse kaže, bo lahko nadaljeval dvoboj. Igra z roko na koncu Zoreca. Prosti strel za Videmčane.
Seveda nogometaši Vidma v teh trenutkih čakajo na konec prvega polčasa, imajo željen rezultat, željeno prednost. Zajc, najvišji v skoku Zorec, Koren, sreča za Korena. Znova Zorec, z glavo na kratko do Mihaliča. Težave je imel Mihalič. Ferčec, lepo do Kureža. V prepovedanem položaju pa se je znašel napadalec Vidma. Predikaka najvišji. Zorko znova spušča na levo stran do Predikake, še vedno Predikaka. Povratna podaja, Mihalič. Mihalič, obramba Zajca, Potočnik v bloku Zdovc. Zajc bi morda v tej situaciji žogo lahko tudi ujel, odločil se je za varnejšo izbiro. Na koncu pa out za domačine. Izbija Mesarič. Draškovič podaja do Kajzerja. Kajzer, Zorec, nanj je takoj pritisnil Cesar. Koren je podaljšal do Predikake, slednji dovolj hiter, dovolj zbran je bil tudi Kelc, Podbrežnik, še vedno Podbrežnik do Kelca. Kelc, ostra podaja v kazenski prostor, kjer je z ozadja utekal Ferčec in glavni sodnik je medtem odpisal konec prvega polčasa, v katerem smo spremljali, ja, lahko bi rekli, toplo, hladno srečanje. Vsaka ekipa je imela te svoje trenutke, svojo priložnost, pa so izkoristili nogometaši Vidma v 5. minuti preko Kureža, ki je tako s tem zadetkom postavil končni rezultat po prvih 45 minutah, se pravi Zavrč Videm 0:1. Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in pa ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Pred nami je drugi polčas tekme 5. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med Zavrčem ter Vidmom. Po prvem delu pa vodijo Videmčani z 0:1. Edini gol zaenkrat na tej tekmi je v 5. minuti dosegel Kurež, medtem je tudi prišlo do zamenjave pri domačih nogometaših. V igro je vstopil nogometaš številko 11, Dražen Lazar. V igro pa je vstopil namesto nogometaša številko 9, Alena Cimermana. Mihalič tokrat oster v zvezni vrsti, kjer je storil prekršek nad Cesarjem. Prednost spušča glavni sodnik, po desni strani je krenil Kelc. Dovolj pozoren na vse skupaj je bil Koren, izbil je Kajzer. Še vedno je na tleh Cesar.
Mihalič do Zoreca, vmešal se je Kureš. Oster prekršek Kureža, tokrat nad Zorecom, za katerega je prejel rumen karton. Prav tako je rumeni karton prejel gostujoči igralec številko 7, Kureš Robert. Žoga vse nazaj do Maroha, Maroh takoj z visoko podajo, mirno je Cesar spustil za Rugino. Še vedno Cesar, uspešnejši je bil Zorec, podaja na desno stran, kjer je Potočnik. Zdovc, Zdovc takoj do Kureža. Kurež je iskal Podbrežnika. Mirno Cesar, Krajnc, Krajnc na desno stran, kjer je Kelc. Hitro iz avta Koren do Zoreca, ta nazaj do Kajzerja. Znova Zorec. Mihalič, Kajzer. Gre pričakovati, da bodo nogometaši Zavrča tisti, ki bodo v tem drugem delu na nek način poizkušali narekovati tempo. Imajo ta minimalni zaostanek z prvega dela. Slabo izbijanje Zdovca, Potočnik v bloku na koncu Zdovc in to bo še četrti udarec iz kota za Zavrčane. Najvišji v skoku Rugina. Kureš takoj v prostor za Podbrežnika. Še vedno Podbrežnik, zadnji trenutek Maroh. Zorec takoj na desno stran Mihaliču. Mihalič na mestu Krajnc. Zorec, Potočnik, na koncu avt za nogometaše Vidma. Ob istem terminu kot tale naš dvoboj se je pričel tudi obračun na Ptuju, kjer Drava gosti Ljutomer, Dravograd gosti Rače, Hajdina Korotan, celjski šampion je odšel na gostovanje v Krško, Brežice pa se doma merijo s Podvinci. Jutri pa še dvoboj, zadnja tekma tega petega kroga med Šmartnim ter Dobrovci. Šmartno-Dobrovce je obračun iz spodnjega dela prvenstvene lestvice oziroma iz samega dna. Obe ekipi še zaenkrat brez točk. Ja, nogometaši Dobrovce jasno so pričakovali več oziroma v taboru Dobrovc so prav gotovo pričakovali več od letošnje sezone, a zaenkrat se jim še ni poklopilo. Potočnik nazaj do Zoreca, vmešal se je Rugina, avt za nogometaše Zavrča. Ferčec v preigravanju, še vedno Ferčec. Potočnik, Zorko, Mihalič uspešnejši od Krajnca, Mihalič takoj na levo stran, kjer je Lazar strelja mimo vrat.
Ferčec Kureš, ta je še enkrat več iskal Krajnca, na koncu igra z roko, prosti strel za Videmčane. Žogo je takoj vzel nogometaš številko 7, Robert Kureš, kot vse kaže bo on tisti, ki bo tudi izvedel to prekinitev. Kureš visoko preko gola. Koren nanj je takoj pritisnil Podbrežnik. Koren do Predikake. Najvišji v skoku je bil Kajzer, prekršek je storil Podbrežnik nad Zorecom. Zorec podaja na desno stran. Nesporazum na koncu v taboru Vidma. Mesarič še pravočasno pred Predikako. Še 5. udarec iz kota za nogometaše Zavrča na tej tekmi. Koren najvišji v skoku Petek, prekršek Lazarja nad Cesarjem. Krajnc podaja do Kelca, Kelc nenatančen pri oddaji žoge tokrat. Kureš, še vedno Kureš pri žogi, Kureš v bloku Draškovič, še en obetaven napad Vidma. Kot tretjega na tej tekmi za Videmčane bo izvedel Kureš. Kureš proti bližnji vratnici, izbil je Draškovič. Atraktivno Ferčec, Draškovič višji od Kureža. Žoga je vendarle zapustila igrišče, to bo še en out za Videmčane. Ferčec v preigravanju, še vedno Ferčec. Na koncu kot za Videm, četrti na tej tekmi.
drugi v drugem polčasu. Kot za nogometaše Vidma bo še enkrat več izvedel Kureš. Trk z glavama tokrat. Na tleh je obležal eden izmed domačih nogometašev, nisem videl najbolj, kdo je ta nogometaš, kot vse kaže, potrebuje pomoč z glavami. Sta trčila, pri Vidmu je bil Zdovc. Še vedno pa čakamo, da vidimo, kdo je ta nogometaš Zavrča, ki je obležal. V robu igrišča pa medtem domači trener pripravlja dve zamenjavi, iz igre nogometaš številko 4 Mihalič. V igro pa je vstopil nogometaš številko 8 Nikola Vočanec. Iz igre pa odhaja še, kot vse kaže, nogometaš številko 3 oziroma ne. Nogometaš številko 17, napadalec Rok Zorko. Namesto njega pa je v igro vstopil nogometaš številko 14 Matevž Kukovec. Dve menjavi pri domači ekipi, iz igre igralca številko 4 Mihalič Patrik, on igrale številko 17 Zorko Rok, v igro igrale številko 8 Vočanec Nikola in igrale številko 14 Kukovec Matevž. Mesarič na kratko do Krajnca, še vedno Krajnc, nanj pritiska Kajzer. Krajnc še enkrat več Mesariču, Mesarič takoj z visoko podajo, kjer je iskal Podbrežnika. Kukovec izbija Kelc, Kajzer, Koren. Podaja Korena do Predikake, še vedno Predikaka, Kajzer, Kajzer, sijajen zadetek Kajzerja, 1-1. V 60. minuti so nogometaši Zavrča prišli do izenačenja, sijajen zadetek pa je s približno 20 metrov dosegel Kajzer, ki se je preselil iz položaja centralnega branilca na položaj zadnjega zveznega nogometaša pri teh menjavah in vse skupaj je že obrodilo sadove. Res sijajen zaključek Kajzerja. Zajc je bil nekoliko prekratek pri tem strelu Kajzerja in domači so v 60. minuti prišli do izenačenja. Nogometaši Vidma jasno pa bodo zdaj morali stopiti nekoliko višje, znova morda poizkusiti s tem visokim pritiskom na zadnjo vrsto Zavrča, s katero so predtem že v težave spravljali branilce. Lazar in Kelc v dvoboju, uspešnejši Lazar. Lazar v prostor za Korena. Koren, oster predložek Korena, nekoliko prekratek oziroma prenizek na koncu skoku Predikaka. Ostaja 1-1, jasno ta zadetek je dal krila nogometašem Zavrča, ki so takoj po tem svojem izenačujočem zadetku prišli v položaj, ko bi lahko znova bili nevarni.
Potočnik, Kajzer na desno stran, ker je Zorec out za Videmčane. Ja, težko bodo zdaj nogometaši Vidma znova preskočili iz tega, ko so v drugi polčas stopili nekoliko previdneje, se morda povlekli nekoliko nazaj, Zavrčani so takoj kaznovali, prišli do izenačenja. Podaja na desno stran, ker je Kelc. Na tleh je obležal Kelc. Tekma se medtem nadaljuje, na tleh je obležal Kelc. Zorec nazaj do Draškoviča, ta do Maroha. Maroh out za Videmčane. V robu igrišča trener gostov pripravlja zamenjavo. Prvo tudi v taboru Vidma na tej tekmi. Kureš. Maroh takoj s podajo proti Kajzerju, slednji je žogo pametno izpustil za Predikako, ki pa ni uspel sprejeti. Mesarič izbija, to bo šesti udarec iz kota za nogometaše Zavrča. Še vedno pa bodo, kot se kaže, pri Vidmu počakali na to zamenjavo. Predikaka proti oddaljenejši vratnici oziroma Predikaka zdaj pri žogi podaja v kazenski prostor, kjer je bil najvišji Krajnc, če se ne motim. Koren nam pritiska Podbrežnik, Koren do Zoreca. Prekršek Podbrežnika. Dobro, bo igrišča pa bo vendarle prišlo do zamenjave pri
Vidimo iz igre odhaja nogometaš številko 25, Klemen Kelc. V igro pa bo stopil nogometaš številko 14, Rene Čuš. Kajzer je iskal Zoreca. Dovolj pozoren je bil Zdovc, ki je krenil po levi strani, še vedno Zdovc. Izbija Kajzer, kot se kaže out za Videmčane, hitro ga je izvedel Zdovc proti Rogini, ta pa težave pri sprejemu. In out na koncu za nogometaše Zavrča. Zorec, umešal se Krajnc. Krajnc takoj z visoko podajo, iskal je Kureža. Ja, v tem drugem delu pa Videmčani še niso bili nevarni. Nogometaši Zavrča so se bolje postavili in na nek način prevzeli pobudo, katera je še večja po tistem doseženem zadetku na 1-1. Potočnik na desni strani, Potočnik izvija Čuš. Zorec do Potočnika, še vedno Potočnik. Potočnik nazaj, Kukovec na levi strani se je vključil Koren. Koren Predikaka povsem sam na oddaljenejši vratnici, slab zaključek Predikake. Ferčec je videl, kako se je po levi strani vključil Rogina, izbil je Draškovič. Še eno zamenjavo pa pripravljajo v taboru Vidma, iz igre nogometaš številko 11. Elvino Podbrežnik, v igro pa bo vstopil nogometaš številko 77, Marko Šegula. Igrale številko 11, Podbrežnik Elvino. V igro igrale številko 77, Šegula Marko. Izbija Potočnik. Zdovc, Šegula je bil v ozadju, čakal na napako domače obrambe. Rumeni karton Mesariča. Veliko razburjenje tokrat na klopi Vidma. Lazar in Petek sta bila v dvoboju, do žoge so na koncu prišli nogometaši Vidma, out bo pripadal Zavrču, hitro ga je izvedel Koren, tako je do Predikake. Izbija Zajc. Šegula nazaj do Kukovca, ta izbija.
Kajzer do Potočnika. Uspešnejši je bil Zdovc. Rugina do Zdovca. Šegula. Še vedno Šegula. Šegula strelja, obramba Maroha. Nevaren poizkus Šegule. Kukovec. Kajzer, znova Kukovec. Cesar, na koncu Koren, out za Videmčane. Kajzer. Koren, še vedno plete Koren, Lazar. Lazar, predolgo se je nameščal Lazar. Kukovec se znova spušča na levo stran, kjer je skok Korena. Ta ni bil dovolj hiter, zato podajo strani Kukovca. Out za Videmčane. Izvedel ga bo Čuš. Krajnc, prekršek Kajzerja. Kukovec, lepo Kukovec. Tako je s prenosom na levo stran do Lazarja. Uspešnejši Petek. Rugina takoj s prenosom, kjer se je na levi strani odpiralo nekaj prostora Ferčecu. Dovolj pozoren je bil Zorec. Potočnik Kajzer. Prekršek je storil Lazar nad Cesarjem. Kukovec v prostor za Predikako, še vedno Predikaka. Dobro, Mesarič. Vočanec, Predikaka, Potočnik. Lazar, Vočanec, še enkrat več iskal Lazarja. Po desni strani je krenil Kureš pri žogi, Kureš tokrat zapravlja sijajno priložnost za Videm v 76. minuti. Maroh se je izkazal z obrambo. Lepo je Kureža našel nogometaš številko 77 Šegula, ki je v igro vstopil na mesto Podbrežnika. Kajzer s prenosom na desno stran, ker je Zorec. Res jajno priložnost je imel Kureš v 76. minuti, da bi dosegel še svoj drugi gol na tekmi in tako znova v prednost postavil Videmčane. Nogometaši Zavrča pa medtem nadaljujejo z napadom. Težave za Lazarja. Tokrat Rugino v prostor za Kureža, izbil je Maroh.
Prekršek je storil Vojčanec nad Krajncem. Krajnc podaja do Rogine. Rogina je lepo iz igre vrgel Potočnika. Podaja na levo stran, kjer je Ferčec. Ferčec v bloku Draškovič. Out za Videmčane. Razborljiv zaključek je pred nami. Teče 78 minuta, rezultat pa še vedno 1-1. Znova Ferčec. Krajnc, slab sprejem na koncu Čuša. Kukovec, veliko prostora ima Kajzer, ta takoj s prenosom na desno stran do Potočnika. Na koncu pa prehitra podaja za domačega kapetana. Rumen karton je za to reakcijo po tej akciji prejel trener domačih, Damjan Vogrinec. Rumeni karton je pri domači ekipi prijel glavni trener Črnila Gorazd. Vogrinec Damjan. Kureš takoj spodajal v kazenski prostor, kjer se je odkrival Šegula, vendarle do žoge prišel vratar domačih Maroh, ta takoj na levo stran do Korena. Koren žogo vrača nazaj v zvezdno vrsto, kjer je Kukovec, ta je lepo našel Kajzerja. Kajzer uspešnejši od Rogine. Kajzer Predikaka, atraktivno Predikaka mimo Cesarja. Še vedno Predikaka v prodoru, prekršek Mesariča in to bo prosti strel z ugodnega položaja za domačine. Mesarič mora paziti, saj že ima rumen karton. Ob žogi pa pripravljena Kajzer ter Koren. Kajzer je danes pri svojem zadetku iz izenačenja pokazal, da lahko z razdalje udari zelo, zelo dobro. Bomo vedeli, ali bo tudi v tem primeru on tisti, ki bo izvedel ta prosti strel. Na koncu Koren, zelo slabo, mehko Koren, kot vse skupaj je bila bolj podaja kot strel na gol, ampak dobro priložnost je splavala po vodi za domačine. Petek najvišji v skoku. Koren proti Lazarju, ta ni uspel sprejeti podaje strani Korena. Šegula na pamet. Nov napad pa pripravljajo domači nogometaši. Draškovič je lepo videl po desni strani, kako je vtekel Zorec. Pripravljen na vse skupaj pa Mesarič. Na koncu prekršek Zoreca nad nogometašem številko 5 v taboru Vidma nad Zdovcem. Še vedno na tleh Zdovc.
Dobro, Zorec. Out na koncu za domače nogometaše. V naslednjem krogu bodo pri Zavrču odšli na gostovanje na Ptuj, kjer jih čaka obračun z Dravo. Videmčani pa bodo doma gostili Dravograd, ki tudi letos ne kaže, da bi se lahko boril za kaj več kot za obstanek v ligi. Še tretja zamenjava pri nogometaših Zavrča. Iz igre odhaja Denis Potočnik, v igro pa bo vstopil nogometaš številko 16 Alen Jambriško. Menjava pri domači ekipi, iz igre igralec številko 10 Potočnik Denis. V igro igralec številko 16 Jambriško Alen. Lazar, še vedno Lazar je zamudil s podajo Jambrišku, ki se je dobro odkrival, a Lazar se je odločil za samostojen zaključek, žoga mimo gola, brez nevarnosti za Zajca. Na tleh pa je medtem obležal Robert Kureš. To niso najboljše novice za Videmčane. Ja, Robert Kureš je najboljši strelec letošnjega prvenstva. S tem zadetkom danes je dosegel že svojega 5. Pripravlja se tudi zamenjava ob robu igrišča. Menjava pri gostujoči ekipi, iz igre igralec številko 7 Kureš. Iz igre jasno zaradi poškodbe Robert Kureš. V igro pa je vstopil nogometaš številko 19 Marcel Žižek. Najvišji cesar, Ferčec, žoga na koncu na levo stran do Rogine. Še vedno pri žogi Ferčec. Izbil je Mesarič. Na tleh še vedno Rogina. Še vedno je na tleh Rogina, ki je, kot se kaže, prejel res boleč udarec v prejšnjem dvoboju z Zorecom. Koren z diagonalno podajo na desno stran, kjer se je odkrival Jambriško. Na koncu pa prekršek Zoreca, prosti strel za nogometaše Vidma. Teče pa že 87 minuta, rezultat pa še vedno 1:1. Ferčec do Krajnca, na desni strani se vključuje Čuš. Krajnc je počakal na Cesarja. Čuš prepušča Cesarju. Dobro se je postavil Kukovec v obrambi. Krajnc še vedno pletejo nogometaši Vidma, tokrat na mestu, ja, še enkrat več je bil to Kukovec. Oster predložek Zdovca, mirno Maroh. Maroh takoj s podajo naprej. Izbil je Kukovec.
Mirno Petek. Cesar je takoj s podajo iskal Šegula. Cesar, nanj pazi Kukovec, Mirno Cesar do Krajnca. Žogo je Maroh. Out na koncu za Videmčane. Hitro ga je izvedel Žižek, a tudi tokrat so nogometaši Vidma hitro zapravili posest. Mirno Kajzer do Maroha. Izgleda, kot da je enim in drugim nekoliko pošlo moči v teh trenutkih. Kukovec v prostor do Predikake. Predikaka dovolj hiter, na koncu je tudi uspešno preigral Mesariča, kateri je v zadnjem trenutku še žogo izbil. Lazar na oddaljenejši vratnici, najvišji v skoku mimo gola Lazar. Čuš ni bil dovolj pozoren, Zajec takoj proti Čušu na desno stran. Rogina do Krajnca, Krajnc takoj v prostor do Žižeka. Strel na koncu mimo gola nogometaša Šegule. Še ena lepa priložnost za Videmčane, ki, ja, treba je priznati, so imeli več teh lepih priložnosti na tej tekmi, a enostavno niso uspeli izkoristiti, razen tiste v 5. minuti preko Kureža. Rogina najvišji v skoku. Lazar in Cesar v dvoboju, prekršek je storil Cesar. Kukovec do Korena, ta takoj v prostor za Lazarja. Vmešal se je Petek, kateri je storil prekršek. Prosti strel za domače pa bo v 90. minuti, ki se je pravkar začela, izvedel Matevž Kukovec. Kukovec, Draškovič, vendarle v prepovedanem položaju. Draškovič, gol ne velja, ostaja 1-1. Pametno je Kukovec žogo poslal po tleh, utekal je Draškovič, kateri pa je, kot se kaže, bil v prepovedanem položaju, zadetek tako razveljavljen. Krajnc je videl Ferčeca, izbija Zorec, Cesar znova do Krajnca, ta v prostor, kjer se odkriva Žižek. Izbil je Draškovič, še 5. kot za Videmčane. Bomo videli, kaj nam pripravlja ta zaključek. Podaja proti bližnji vratnici, na mestu je bil Draškovič. Glavni sodnik je medtem odpiskal konec tekme. Ja, zanimiva odločitev, kljub temu, da bi Videmčani imeli na voljo še en udarec iz kota, a glavni sodnik se je odločil, da bo tekmo prekinil oziroma zaključil. Rezultat pa 1-1. Ja, spremljali smo razburljiv dvoboj, razburljiv derbi med Zavrčom ter Vidmom. Obe ekipi sta dosegli po en zadetek.
V 5. minuti so povedli nogometaši Vidma preko Kureža, nato pa je v 60. minuti postavil končnih 1-1 Kajzer. Mislim, da lahko rečemo zaslužena delitev točk. Prvi polčas je tudi po kvaliteti in prevladi pripadel nogometašem Vidma, drugi del pa so bili boljši Zavrčani in tako smo videli delitev točk. Zavrč Videm 1-1. Z moje strani je bilo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.